Lep pozdrav, drage gledalke, cenjeni gledalci, vsi prijatelji slovenskega nogometa in pa Prve lige Telekom Slovenije v športnem centru v Kranju. Se je pripravljeno za obračun 33. kroga med Triglavom in Taborom. David Šugić, kot proti Mariboru danes na klopi, zdaj pa je nevarno pred golom Triglava in vratnica, pa Bongongi skače. Registracijo, seveda tudi težave pri potovanju in Bongongi se je vrnil v Sežano, podpisal do konca sezone kratkoročno pogodbo, zdaj pa nevarno in gol! Mario Babič je Tabor popeljal v vodstvo, potem ko so izvrstno izpeljali tale protinapad. Kraševci so zdaj prišli do vodstva v 32. minuti. Poglejte, tukaj prav Bongongi je podal do Babiča. Trije branilci Triglava so bili okoli tega, v rokah novo zmago, novi komplet 3 točk. Čakajmo zdajle še tale napad Triglava, eden zadnjih v prvem polčasu. Triglav že tretji kot prvi v drugem polčasu, strelja tam in Triglav ima nov kot. Še peti na tekmi, zdaj pa strel Milanovića, gol in izenačenje v Kranju. 1:1, strelec pa Milan Milanović, že šestič v tej sezoni. Milan Milanović, najboljši strelec med branilci v Prvi ligi Telekom Slovenije. Poglejmo še enkrat. Odlično. Mertelj tam skače, Mertelj je podal na drugo stran in ni gola, ki je, kot smo lahko videli, zelo natančen z glavo. Tamle številko 28 znova strelja in z zadnjimi močmi Renar. Zdaj se vrstijo koti in pa predložki pred vrata Tabora, tokrat pa Renar brez težav. Tamle je Milanović na sredini. Milanović in zdaj Vinčić malce izgublja nadzor na tole tekmo. Nov grd prekršek Gajića za rdeči karton. Zdaj izgubljajo živce domači nogometaši in zdaj je prva naloga varovancev Vlada Šmita, da si preigrajo vsaj prosti strel. Na drugi strani pa Laukžemis je stekel kazenski prostor in zadev. Tabor bo očitno le zmagal v Kranju. Karolis Laukžemis pa junak sežanske zmage. Veselje navijačev Tabora na kranjski tribuni. V sodnikovem dodatku takole je izigral Mertla. Tako kot smo rekli že pred tekmo, da nas čaka zelo težka tekma. Prvi polčas smo bili slabi, s premalo želje. Drugi polčas smo se zmenili, da probamo dati vse to tekmo, da zmagamo. Na koncu nam ni šlo in Sežana je zasluženo zmagala to tekmo. Nas pa čaka že kvalifikacije z Gorico in moramo vse misli usmeriti v te dve tekmi. Allora, il primo tempo penso che abbiamo giocato discretamente bene. Prvi polčas smo igrali kar dobro, drugi polčas pa smo kar nekaj cajta trpeli. Prvo kljub temu smo dosegli pač 5 dobrih žog za zadeti in zadnje šlo gol. Poteva andare diversamente.